10 najbolj nevarnih hiš na svetu. Po različnih delih sveta so hiše, ki so zgrajene na nevarnih in tveganih mestih. Čeprav je njihova zasnova in razgled osupljiv, življenje tukaj zahteva veliko poguma in previdnosti zaradi nevarnosti, ki jih lahko povzroči narava. Kje mislite, da se te hiše nahajajo? In zakaj veljajo za nevarne? Zato bomo v tem videu raziskali 10 nevarnih hiš. Preden pa začnemo, vas prosimo, da všečkate in se naročite na ta video. To nam, ustvarjalcem vsebin, zelo pomaga. Najlepša hvala, zato pa začnimo. Številka 1. Sutjaginova hiša, Rusija. Sutjaginova hiša je nenavadna hiša, ki je bila nekoč v Arhangelsku v Rusiji. Zgradil jo je Nikolaj Petrovič Sutjagin, poslovnež, ki je obogatel v 90-ih letih. Sprva je nameraval zgraditi le dvonadstropno hišo za svojo družino. Toda med gradnjo se je odločil, da bo hišo naredil še višjo, saj so ga navdihnile tradicionalne lesene hiše na Japonskem in Norveškem. Zaradi tega so postopoma dodajali nadstropja, dokler ni hiša dosegla 13. nadstropja s približno 44 metri višine. Zaradi svoje višine je bila v tistem času razglašena za najvišjo leseno hišo na svetu. Za razliko od običajnih hiš je bila hiša Sutjagin zgrajena brez načrta ali projektne dokumentacije. Ni bilo dovoljen ali soglasij vlade. Zato niso bili upoštevani pravilni gradbeni in varnostni standardi. Zaradi tega ni bilo varno za bivanje. Čeprav je družina Sutjagina tu živela več let, se je stanje hiše postopoma slabšalo. Leta 1998. Nikolaj Sutjagin je bil zaprt zaradi primerov povezanih z izsiljevanjem in medtem ko je bil v zaporu, je bila hiša prepuščena sama sebi. Njena visoka nadstropja so se začela rušiti in propadati zaradi hude ruske zime in pomanjkanja ustreznega vzdrževanja. Vendar pa je zaradi nenavadnega videza veliko ljudi poskušalo splezati nanjo, da bi videli razgled z vrha. Toda ker ni trdna, je nevarno plezati nanjo. Obstajajo poročila o ljudeh, ki so padli z visokih delov hiše. Poleg tega, ker je narejena samo iz lesa, obstaja tudi velika nevarnost požara. Zato je leta 2008 lokalne oblasti razglasila hišo za veliko grožnjo javni varnosti. Po navedbah oblasti se lahko zlahka vname in se lahko vsak trenutek zruši. Zaradi tega je sodišče izdalo odredbo, da jo je treba porušiti pred 1. februarjem 2009. 26. decembra 2008 so začeli podirati stolp hiše. Velik del so odrezali in ga postopoma razstavljali več mesecev. Številka 2. Viseči samostan, Kitajska. Viseči samostan ali tempelj Šuangkong je star tempelj v Šangšiju na Kitajskem. Stoji na robu strme gore, na gori Heng, zato se zdi, kot da visi v zraku. Zgrajen je bil leta 491 našega štetja, torej je star več kot 1500 let. To je ena izmed najbolj nevarnih hiš na svetu, zaradi nenavadne lokacije in načina, kako je bila zgrajena. Viseči samostan se nahaja 75 metrov nad tlemi. Zgrajen je bil na tej višini, da bi se izognili poplavam in da bi bil zaščiten pred močnim soncem in dežjem. Sama gora služi kot ščit templja pred slabim vremenom. Zaradi tega je tempelj kljub mnogim letom še vedno trden. Poleg tega je gradnja visečega samostana resnično edinstvena. Celoten tempelj je narejen iz lesa in ga podpirajo stebri, ki so vkopani v skalo gore. Ti stebri ali nosilci so vstavljeni v majhne luknje v skali, zato se zdi, kot da lebdi. Navpični stebri, ki jih vidimo zunaj, v resnici ne podpirajo templja. Dodani so bili le zato, da bi bil tempelj še bolj trden in da bi obiskovalci imeli več zaupanja. Poleg tega, viseči samostan je edinstven tudi zato, ker združuje 3 kitajske religije: budizem, taoizem in konfucianizem. V notranjosti templja lahko vidimo statwa ni na Buddha, Laozi at Confucius na magkakatabi. To kaže, da se lahko različna prepričanja združijo na enem mestu. Vendar pa, čeprav je tempelj trdno zgrajen, so bili primeri, ko je imel težave. Leta 2015 so ga začasno zaprli, potem ko je nekaj kamnov padlo z gore, zaradi dežja. Zaradi tega so strokovnjaki preučili, kako ga še dodatno okrepiti za varnost obiskovalcev. Zaradi svoje edinstvene lokacije in zasnove velja viseči samostan za eno najnevarnejših hiš
na svetu. Zato je bil leta 2010 uvrščen na seznam 10 najbolj nestabilnih stavb na svetu po izboru revije Time. To prikazuje, kako osupljiva je struktura tega templja. Številka 3. Takasugian čajnica, Japonska. Takasugian čajnica je nenavadna čajnica v mestu Čino, prefektura Nagano, Japonska. Oblikovali jo je arhitekt Terunobu Fujimori in njeno ime pomeni čajnica zgrajena previsoko. Ta struktura stoji na 2 kostanjevih drevesih, ki so jih vzeli iz bližnje gore. Zgrajena je bila na zemljišču, ki je v lasti družine Fujimori. Da vstopite v Takasugian, morate splezati po leseni lestvi. Lestev je naslonjena le na eno od dreves. Zato morate biti previdni pri plezanju. Na sredini lestve je podest, kjer morate sezuti čevlje, preden se povzpnete višje v notranjost čajnice. Notranjost Takasugiana je majhna, meri le 2,6 kvadratnih metrov. To je ravno prav za 4 do 5 oseb. Notranjost je narejena iz bambusa in ometa, zato je preprosto, a prijetnega videza. Tukaj so 3 velika okna, ki nudijo lep razgled na okolico. Zato je bil leta 2010 Takasugian uvrščen na seznam 10 najbolj nevarnih stavb revije Time. To je ena izmed najbolj nevarnih hiš zaradi svoje višine in nenavadne zasnove. Ker stoji le na 2 drevesih, obstaja možnost nevarnosti, kadar je nevihta, potres ali močan veter. V zvezi s tem je Terunobu Fujimori znan arhitekt, ki rad uporablja naravne materiale in ustvarja edinstvene zasnove. Takasugian je primer njegovega ustvarjalnega arhitekturnega sloga. Rad bi pokazal, da je lahko hiša del narave in ni treba slediti običajni zasnovi stavb. Čeprav to ni javna stavba, mnogi občudujejo Takasugian zaradi njegovega edinstvenega koncepta. Veliko arhitektov in študentov ga obiskuje, da bi videli dizajn in kako je bil narejen. Eden od razlogov, zakaj je Takasugian poseben, je izkušnja vstopa van. Vzpenjanje po stopnicah, sezuvanje čevljev sredi stopnic in vstop v majhen prostor daje občutek, kot da si vstopil v drug svet. Zaradi velikih oken lahko med pitjem čaja opazuješ čudovita drevesa in gore v okolici. Katskaj Pilar je zelo visok kamen v Gruziji. Država v vzhodnji Evropi. Ta kamen je visok 40 metrov, to je skoraj toliko kot 10-nadstropna stavba. Na vrhu tega stoji stara cerkev, ki je bila zgrajena pred več kot 1000 leti. To je ena izmed najbolj nevarnih hiš na svetu, ker je zelo težko priti do nje. Do danes je dovoljeno vzpenjanje le menihom, še preden je krščanstvo prišlo v Gruzijo. To mesto so že starodavni ljudje uporabljali kot sveti kraj. Verjeli so, da ima to mesto moč in da je povezano z njihovim bogom blaginje. Ko je v 4. stoletju v državo prišlo krščanstvo, je to postal sveti kraj za menihe. Poimenovali so ga steber življenja. Medtem pa so v 9. stoletju menihi zgradili majhno cerkev. Na vrhu ti menihi so imenovani stiliti. To so ti duhovniki, ki so živeli na visokih krajih, da bi molili in se oddaljili od sveta. Nihče ni več let splezal na steber. Zato večina ne ve, kaj je na vrhu. Vendar pa leta 1944 je skupina raziskovalcev prvič splezala na Katski steber. Vodil jih je popotnik Aleksandar Džiaparidze in pisatelj Levan Gotua. Ko so prispeli na vrh, so našli ruševine stare cerkve in sobe menihov. Našli so tudi stare vinske posode, ki kažejo, da so tu nekoč že živeli ljudje. In dolga leta na stebru ni živel nihče. Toda leta 1995 se je menih po imenu Maksim Kavtaradze odločil, da bo tukaj živel. S pomočjo vlade in domačinov so cerkev obnovili in jo spremenili v duhovno zatočišče. Od takrat je to ponovno dom menihov. Na steber se je tudi zelo težko povzpeti, ker nima stopnic, ki bi vodile nanj. Edini način za vzpon je železna lestev, pritrjena na stran skale. Ta lestev je zelo strma in nevarna, zato ni dovoljeno, da se kdorkoli kar tako vzpenja. Samo menihi se lahko povzpnejo, pogosto ostanejo zgoraj dalj časa. 3 hiše Koroaj se nahajajo v Papuji v Indoneziji. To je ena izmed najbolj nevarnih hiš na svetu zaradi svoje višine. Te hiše je zgradilo in v njih živi pleme Koroaj. Že dolgo živijo v gozdovih Papue.
Njihove hiše so na višini od 6 do 12 metrov. In nekatere segajo celo do 35 metrov nad tlemi. To počnejo, da bi se izognili divjim živalim, komarjem in zlim duhovom, za katere verjamejo, da po noči tavajo po gozdu. To je tudi daleč od morebitnih nevarnosti, kot so poplave in sovražniki iz drugih plemen. Toda gradnja hiše ni enostavna in je nevarna. Najprej izberejo močno drevo, kot je drevo banjan, ki bo služilo kot steber hiše. Vrh drevesa odrežejo, da je njegova površina ravna. Tla so narejena iz vej in lubja sagove palme. Medtem pa so stene in streha narejene iz listov sago drevesa. Vsi deli so povezani s pomočjo vrvi iz ratana. To je vrsta trpežne rastline. In za vzpon uporabljajo lesene lestve. To je dolg hlod z majhnimi utori, da noga ne zdrsne. Vendar, ker je to včasih suho in spolzko, je potrebna previdnost pri plezanju. Za otroke in starejše je to velik izziv. Medtem pa so za korovaje hiše na drevesih ne le prebivališče, temveč tudi del njihove kulture in verovanj. Menijo, da je hiša bolj varna pred zlobnimi duhovi, če je višje postavljena. Poleg tega jim to pomaga zaščititi se pred divjimi živalmi, kot so kače in krokodili. Ker živijo v gozdu, je njihov način življenja odvisen od lova, ribolova in nabiranja sadja z dreves. Zato so njihove hiše postavljene visoko, da lahko hitro opazijo hrano in se izognejo nevarnostim na tleh. Čeprav so tako varni pred živalmi, pa bivanje v visokih hišah prinaša tudi nevarnosti. Zaradi višine obstaja možnost padca, še posebej za otroke in starejše. Nimajo sodobnih stopnic, zato potrebujejo ravnotežje in moč, da se lahko varno povzpnejo. Casa do Penedo je hiša na Portugalskem, znana kot kamnita hiša. Ker je bila zgrajena med 4 velikimi kamni, se nahaja med gorami v Fafeju na Portugalskem. Zaradi svoje nenavadne zgradbe in lokacije na visokem delu gore velja za eno izmed najbolj nevarnih hiš na svetu. Medtem je bila Casa do Penedo zgrajena leta 1972 in dokončana istega leta. Zgrajena je bila kot počitniška hiša za družino, ki si je želela miren kraj, daleč od mesta. Nima trdnih temeljev kot običajne hiše. Namesto tega so prav kamni tisti, ki služijo kot stene in streha. Zaradi tega je zasnova hiše videti kot del narave. Hiša ima prav tako 2 nadstropji. V pritličju sta majhna dnevna soba in kuhinja. Obstaja tudi betonski kavč, ki je zelo težak in ima skoraj 300 kg. V zgornjem nadstropju je soba, do katere vodi leseno stopnišče. Okna in vrata so prav tako oblikovana po obliki kamna, zato ima notranjost hiše poseben videz. Obstaja tudi bazen, ki ni narejen iz cementa, ampak je neposredno izklesan iz velike skale. Vendar nima elektrike, čeprav je blizu vetrne elektrarne. Prav tako ni interneta ali celo televizije. Za razsvetljavo uporabljajo le petrolejko ali sveče, za kuhanje pa uporabljajo plin. Pravzaprav je eden od razlogov, zakaj velja Casa do Penedo za nevarno, njena lokacija. Nahaja se na visokem delu gore in je težko dostopna. In kadar piha močan veter ali je nevihta, je obisk tega kraja nevaren zaradi strmih poti. Ker je hiša zgrajena iz kamna, je tudi težko hitro priti ven v primeru izrednih razmer, kot sta potres ali požar. Prav tako nima veliko izhodov, zato bi se ljudje v primeru nevarnosti lahko težko rešili. Poleg tega je bila ta hiša že večkrat tarča tatov in vandalizma. Pogosto razbijajo okna hiše, zato so morali lastniki zaradi varnosti namestiti neprebojna okna in železna vrata. V bližini ni policije ali bolnišnice, zato če se kaj zgodi, traja dolgo, preden pride pomoč. Samostani Meteora v Grčiji so eni najbolj znanih krajev na svetu zaradi svoje edinstvene lokacije. Nahajajo se na vrhu strmih skal in izgledajo, kot da visijo v zraku. Meteora pomeni v zraku ali lebdeče. Včasih so izgradili menihi, da bi se izognili vojnam in osvajalcem. Zaradi višine in strmine skale je bilo to težko dosegljivo, zato so bili tam varni. Medtem pa so od 14. do 16. stoletja na tem območju zgradili 24 samostanov. Danes jih je ostalo le še 6 in se še vedno uporabljajo. Veliki Meteoron, Varlam, Sveti Nikolaj Anapauzas, Rozano, Sveta Trojica in Sveti Štefan. Veliki Meteoron je največji in najstarejši samostan zgrajen leta 1356.
Samostan Svete Trojice pa je postal znan potem, ko se je pojavil v filmu o Jamesu Bondu Samo za tvoje oči. Skale, na kateri stojijo samostani, naj bi bile stare približno 60 milijonov let. Nastale so zaradi premikanja zemlje in dolgotrajne erozije. Nekatere skale tukaj so visoke do 400 metrov, zato je bila gradnja samostana zelo težka. Takrat še ni bilo stopnic, zato so menihi uporabljali vrvi, košare in lesene lestve, da so se lahko povzpeli in prenašali stvari. Če so želeli se stopiti, so morali uporabiti vrv, ki so jo vlekli. Prav tako pa zaradi strme in nevarne lokacije velja za eno najbolj nevarnih bivališč na svetu. Tudi danes je še vedno težko priti do njega zaradi številnih strmih stopnic in ozkih poti. Nekateri deli samostana imajo prepad ob strani, zato morajo biti obiskovalci zelo previdni. Ko dežuje ali močno piha veter, postane še posebej nevarno. Toda je kljub težkemu dostopu še vedno veliko ljudi, ki prihajajo sem zaradi čudovitega razgleda in zato je leta 1988 UNESCO meteoro uvrstil na seznam svetovne dediščine zaradi njenega pomena za zgodovino in religijo. Number 8. Leaning buildings of Santos je mesto v Braziliji znano po svojih nagnjenih stavbah. Te stavbe niso bile namenoma zgrajene tako. Razlog za njihovo nagibanje je šibka in mehka zemlja pod mestom. V 50. in 60. letih je bilo na tem območju zgrajenih veliko stavb. Toda globina njihovih temeljev ni bila zadostna, zato so se nekatere stavbe sčasoma postopoma pogreznile in nagnile. Danes je v Santosu skoraj 90 stavb z različno stopnjo nagiba. Nekatere so rahlo nagnjene, vendar so nekatere stavbe nagnjene že skoraj za 2 metra. Nagib ni tako izrazit kot pri poševnem stolpu v Pisi v Italiji, vendar je strašljivo pomisliti, da so to domovi številnih ljudi. Dejansko se je težava začela zaradi plitvih temeljev stavb. Zemlja pod Santosom je sestavljena iz 7 metrov peska, ki leži na mehki glini. Ta glina ni dovolj močna, da bi podpirala težo visokih stavb. V tistem času zakoni o gradnji stavb v mestu niso bili strogi. Zaradi tega je veliko investitorjev uporabilo plitke temelje, da bi prihranili denar. Ko so opazili, da se nekatere stavbe nagibajo, je vlada sprejela nov zakon. Odredili so, da morajo biti temelji novih stavb globlji, da bi preprečili enak problem. Toda za prve stavbe je bilo že prepozno. Kljub svoji obliki pa večina teh stavb še vedno stoji in so naseljene. Prebivalci so se preprosto navadili na svojo nenavadno situacijo. Ena od njihovih težav so vrata in okna, ki jih je težko zapreti. V hiši so tudi kosi pohištva, ki ne stojijo ravno. Nekateri pa imajo čuden občutek ravnotežja, ko hodijo po svojih domovih. Kljub temu obstajajo prizadevanja, da bi nekatere stavbe poravnali z uporabo sodobnih tehnik. Eden od načinov je uporaba hidravličnih dvigalk in ojačitev temeljev. Toda ker je to zelo drago in težko izvedljivo, je bilo poravnanih le nekaj stavb. Trenutno sta bili popravljeni le 2, vendar večina ostaja nagnjenih. El Peñón de Guatape, imenovan tudi La Piedra ali El Peñol, je ogromna skala v Guatapeju v Kolumbiji. To je tudi ena najbolj znanih naravnih formacij v državi. Skala je visoka 200 metrov in se nahaja na območju, ki ga obdajajo jezera in gozdovi. Zaradi svoje višine in lokacije velja za eno najbolj nevarnih krajev. V zvezi s tem na vrhu El Peñón de Guatape ni uradne hiše, vendar se zdi ideja o gradnji hiše tukaj precej nevarna. Skala ima strmo in trdo površino, zato bi bila gradnja kakršnihkoli struktur zelo težka. Druga nevarnost so močni vetrovi na višini, ki lahko predstavljajo nevarnost za vsakogar, ki bi poskušal tukaj živeti. In da bi prišli na vrh skale, je treba preplezati 659 stopnic, ki so nameščene ob njenem robu. Stopnice so videti, kot da so ujete v razpoko skale, zato delujejo zelo trdno. In ko dosežete vrh, se vam odpre čudovit razgled na jezera, gozdove in gore naokoli. Čeprav je to priljubljena turistična destinacija, pa vzpon po skali prinaša tudi nevarnosti. Zaradi višine je lahko nevarno, če piha močan veter ali dežuje. Tisti, ki niso vajeni strmih vzponov, imajo lahko težave. Nekateri obiskovalci občutijo vrtoglavico ali zadihanost zaradi številnih stopnic, ki jih je treba premagati. Številka 10. Hiša na pečini, Španija. Hiša na pečini ali Casa Acantilado je nenavadna hiša v Salobreni v Španiji.
Zgrajena je bila na robu strme pečine z 42-stopinjskim naklonom. Zaradi tega jo štejejo za eno najnevarnejših hiš na svetu. Hišo je zasnoval biro Gil Bartolome Architects in ima nenavaden videz, kot da je del narave. Medtem hiša na pečini dve nadstropji in izgleda, kot da je vkopana v pečino. Najbolj izstopajoča značilnost tukaj je oblika strehe, ki spominja na ribjo kožo ali morski val. Poleg lepega videza pomaga zasnova strehe tudi pri tem, da je v hiši prijetno hladno. Prav tako je sprednji del hiše narejen iz velikih stekel, zato se od tu vidi Sredozemsko morje. Zaradi naravne svetlobe sonca ni v notranjosti temno. Stene in pohištva so preprosti in beli, zato notranjost izgleda čista in prostorna. Vendar pa je bilo zaradi nevarne lokacije potrebno uporabiti trpežne materiale. Hiša je bila zgrajena iz betona in jekla, da bi zagotovili, da se ne bo zlahka porušila. Streha je narejena iz majhnih kosov cinka, ki so bili skrbno urejeni, da tvorijo naravno obliko. Ker je hiša na robu pečine, je bila gradnja zelo zahtevna. Inženirji so morali zagotoviti, da hiša ne bo zdrsnila ali padla. Prav tako je bilo težko dostaviti materiale, saj je območje strmo in težko dostopno. Poleg tega, zaradi lege hiše obstaja nevarnost, da bi se lahko porušila, še posebej ob močnem dežju ali potresu. Vendar so arhitekti zagotovili, da ima trdne temelje. Zaradi edinstvenega videza in dizajna je bila hiša na pečini prepoznana na arhitekturnih tekmovanjih. Veliko strokovnjakov je občudovalo združitev sodobnega dizajna in naravne pokrajine. Predstavljena je bila tudi v televizijskih oddajah, člankih in spletnih platformah. Worms.